Navid je umetnik, ki ustvarja z zvokom. Ne dela glasbenih komadov v tem tradicionalnem smislu, ampak ga zanima zvok kot material. In kot umetnik je izjemno senzibilen za zvoke, ki nastajajo kot posledica nekih naravnih procesov. In v tej postavitvi, ki je zdaj v galeriji, imamo situacijo, kjer čez 4 različne inštalacije teče voda kot zvočni signal in ustvarja na teh 4 različnih postajah različne zvoke, s tem, da ta voda proži potem te zvočne signale, ki se prevajajo v paro, v različne barve, v kapljanje samo, povzroča neke zvočne efekte. In uporabljanje zvoka in kot nekega nematerialnega materiala in kot vode, kot zelo materialne, je uspel narediti tako, da je elektronsko krmilo različne tokove in s tem ustvarjal nek zvočni prostor, ker se ta naš zvok razdeli, to, kar mi povemo v ta rog, se razdeli na te različne postaje in mi naenkrat slišimo ta predelan, prebavljen, predrugačen zvok iz 4 različnih smeri. Zdaj, ta elektroakustika je pri njemu dejansko spominja, pa tudi sama forma teh postaj spominja na neke alkimistične aparature in tudi bistvo alkimije je to pretakanje, mešanje, ki nas potem pripelje do neke nove materialnosti, ki zasije v neki novi prepoznavni obliki. Ta efekt spreminjanja te zvočne informacije, ki po rogu steče v enega od 4 stolpov, od 4 teh alkimističnih inštalacij in se pretaka po teh posodah, izpareva, vre, trka ob mikrofone, ustvarja nek zvočni ambient, ki nas zelo spominja na nekaj organskega. In v resnici to organskost, ki jo proizvajajo ti stroji, lahko potem projiciramo v te stroje kot nekaj živega. Se pravi, mi imamo na oni strani sicer na pogled neke mehanične situacije, ampak kot da bi ta mehanika imela neko svoje življenje, neko svojo dušo in bi nam hotela čez te neke bistveno predrugačene zvoke nekaj povedati. Ta nek zvočni prostor, v katerem živijo ti mehanski organizmi, in ta metafizika strojev, ti demoni v strojih, o katerih je tolikokrat govora, ker mi ljudje stroje delamo, ampak marsikaj od tega, kar se v teh strojih zgodi, pa ne razumemo. Se nam zgodi kot neko naključje, kot neka napaka, kot nek zdrs, glič in tako. To so vse v resnici neželjeni efekti, ki jih pa Navid zelo lepo obrne in razvije v neke prvine, s katerimi potem on dosega ta umetniški vtis. Navid večkrat poudari ta nematerialna digitalnost, ki
ki ulovi zvok, in potem ta materialnost vode, ne, ki ta zvok poustvari. In oni tukaj digitalne te kretnice uporabo dejansko samo zato, da spreminja tok te vode, ne, ki naenkrat iz nekega zvočne vibracije postane neka trda snov in se potem, ko spremeni svojo agregatno obliko, ponovno spremeni v nekaj eteričnega, v nekaj neotipljivega, nematerialnega. In ta prevod, ne, digitalno, analogno, materialno, nematerialno, je tisto, kar je narejeno, kar Navid zna zelo dobro utelesiti v svojih postavitvah.